Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice, danes je pa z nami prav poseben gost, zgodovinar Jože Dežman. Jože, pozdravljen. Pozdravljeni. Zdaj, ker smo se z Jožetom, ker se že ful dolg časa poznava, sva pač modro ugotovila, da bo že se tikava, ne? Ker če se umetno vikava, bo itak nekje svalila med oddajo. Bodimo naravni. Ja. No, zdaj, neposreden povod za to, da je danes Jože v studiu, je pa njegova najnovejša knjiga z naslovom Komunistični strah v gatah, ki jo je izdal pred kratkim. Zdaj, tudi mi je tukaj povedal, da je to v bistvu, da se s tem zapisanjem te knjige, če sem te prav razumel, si se počastil ob tvoji 70-letnici, ne? Tako je. Mislim, zanimiva počastitev je to, ne? Ja, veste, kako ob 50-letnici sem izdal eno knjigo s pričevanji otrok, ki jim je partizansko gibanje med vojno ali po njej umorilo starše. To je bil del tudi potem akcije za ustavno pobudo za spremembo zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki je bila čez par let tudi udejanjenja. 2015 sem objavil del doktorata, ampak tukaj gre pa dejansko za več kot 30,000 usod seštetih, se pravi gre za dolgoročne travmatske posledice spet komunističnega nasilja. Zdaj pa mislim, da je prav, da se končno kot nekdanji član partije le posvetim svoji stranki nekdanji in sem šel gledati, kaj so povedali tisti, ki so bili v partiji daleč pred mano o sebi, in so rezultati prav mene osupnili, in tako kot vidim reakcije bralstva, je presenečenje veliko. Ja, zdaj v knjigi bo začela govoriti. Mislim, da si mi prej rekel, da je to že drugi polnatis, ne? 800 izvodov je bilo takoj prodanih, ne? Drži to? To so številke, ki so za slovensko knjižno tržišče kar velike, ne? Mislim, da je uradna meja tako enega bestsellerja pri nas, ne? Prodajna uspešnica je 500 izvodov. Ti si že najprej prodal 800, ne? No, jaz bi rekel, da je tukaj, jaz sem star človek in vem, da je v Sloveniji knjižno tržišče strašen, bi rekel, zanimivo, ne? Ta odziv kaže, da gre za snov, ki se reklamira sama, ne? Jaz bi rekel, da to, kar spremljam odzive in to, kar gre od ust do ust, je to presenečenje, je tudi radovednost. Kaj hudirja se jim je dogajalo. Zadnjič me je sin povabil na srečanje z enim gospodom, ki je preprosto mi potem rekel, to je pa res strašno zanimiv, to se pa res dobro bere, in tudi moj napotek za branje je odpri knjigo kjerkoli in poskusi. Vseeno gre za 600 usod, gre za en reprezentančen izbor od najvišjih do najnižjih, od tistih, ki so odločali o usodi drugih, do tistih, ki so iz partije zbežali, ampak tukaj dokumenti, sami partijski govorijo, jaz bi rekel, ena intimna zgodovina partije, zato je tudi končno so te gate zraven. Vse to je dobro, intimna zgodovina partije, ne? Ja, nihče ne. Vstop v partijsko družino, no, ki je bila zmerno skrbno skrita. Veste, to je tako, ko bi stopil v eno stavbo, ki je sicer zagrajena, zastražena, vse, ali pa v tempelj, no, ki je z vso svetostjo obdan, kjer naj bi živeli eni silni svetniki, junaki, heroji in odrešeniki tega sveta, stvarniki, bi rekel, nebes in zemlje. Zdaj pa kar naenkrat pa pridemo do teh nesrečnih gat, ki so pa res malo neroden biti v gatah, malo zakaj biti v gatah, zlasti, če ti kaj uide v gate, to so strašno težke stvari. Zdaj, Jože, ti si bil do prihoda, pa še prej nekaj časa, ne si se dolg časa, ampak do prihoda Golobove vlade si bil direktor Muzeja slovenske osamosvojitve, ne? Ne, jaz sem bil direktor Muzeja novejše zgodovine. Ampak potem je pač ta Golobova vlada izkoristila, ne, situacijo, ne? Ja, kolateralna škoda. Ja, in je pač šla je ukinjati Muzej slovenske osamosvojitve pod neko finto združevanja z Muzejem novejše zgodovine in hkrati so v bistvu tudi potem tebe odžagali, ne? Tako je. Dve muhi na en mah so naredili, ne? Ja, to je bila, zdaj, če recimo pogledava malo nazaj, to je bila definitivno neka politična odločitev, ne? Ja, in jaz bi rekel skrajno butasta odločitev, ne, ker zdaj pa, če primerjamo politiko te vlade, ki pač slepo sledi Jankoviću ali pa Kučanu, da se ne pokopava umorjenih, in na drug stran, da se na vse možne načine pravzaprav diskreditira in omejuje čaščenje republike. To je zanimivo. Ta paradoks nas pravzaprav, mislim, moram reči, če bi tile fantje
prišleki mladi ali pa tudi, sej smo reči, od stari partijci niso kaj dosti brali, spet, če vzamemo Milana Kučana kot arhetip, kako za nič biografijo je dovolj oseb napisati in kako nepismeni so njegovi govori. To govoriš v tej biografiji Boža Repeta? Boža Repeja, prvi predsednik, in pa tudi, če beremo Kučanove govore iz časa samoupravljanja, se jih ne da prevesti v slovenščino. Ampak gre za to, da iz te megle se zdaj kaže ena trdna volja, da bodo ustvarili nov pravlični svet. In glede na to, da poznamo tisto, da se zgodovina ponovi kot farsa, mislim, da imamo poskus svinčenih let, to se pravi 70. leta 20. stoletja, ko Jugoslavija razpada, samoupravljanje razpada, vse splošno obup je v deželi in se poskuša reševati z pravlično zgodovino. In ta pobeg v pravlično zgodovino, ali pa izpravimo Gmajno, v partizane, nam je pa pravzaprav rodil tisti drug pojav, ko mu jaz rečem Nemci, nemi ljudje. To so eni čudni ljudje v hosti, ki se ne znajo pogovarjati, se pa zelo grdo obnašajo. In zato, da prešvali to, recimo partijsko, ali pa partijsko ne, se tudi noben noče v partiji govoriti, noben zanikajo revolucijo, to je grozen, če bi to slišali, tudi Milan Kučan bi jih mogel iz partije vreči v svojih partijskih časih za take neumnosti. Ampak v tej pravličnih izmišljotinah ali pa karnevalu ali pa fikcijah ali pa pač mitomaniji so se spravili še na osamosvojitev, se pravi na republiko, v kateri živijo in od katere živijo. To se meni zdi samomorilsko in če včasih take Ti zdaj, ko govoriš, samo te prekinem dovoli, ti zdaj, ko govoriš, spravili so se pravi, govoriš v tretji osebi množine, ne? Kdo je to? Kdo so to? Koga imaš tukaj v misli? Pogled, nedvomno je ta vladajoča koalicija, se pravi, ta Svoboda je nenavaden sicer zbirka, ampak ima skrajne radikalce, te nove pravljice, jaz nesreči Martin Prenkir, smo že eden od teh, potem Levica s temi poleti na Čebine, ali pa, jaz ne vem, zame je metafora, pravzaprav je gradnja nove bolnice Franja, ki zdaj milijone evrov bomo vložili za to, da bi Triglav krotili, da ne bi se voda in skale valile v tisto sotesko. Ne bo šlo. In seveda tukaj še nesrečni socialdemokrati, ki še zmeraj iščejo svojo barvo, kaj so in kaj niso. To so oni, ampak zadaj je pa nedvomno trda roka jaz pravim kučanizma, sej tukaj je pač Milan je že eden od teh, ki občasno svojimi intervencijami kaže smer, ampak hudo je, oni poskušajo narediti nas spet potegniti za nos. Če bi včasih to sistem ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil, je to novo pravličarstvo zdaj nekaj tako obupno žalostnega, da se pravi, ne vem zakaj dati primat eni partizanski pravljici napram eni zelo solidni in zmagoviti zgodovini republike. Ampak koliko pa recimo tukaj zdaj, ker sva že skočila, koliko pa zdaj pri oblikovanju, pa pri formiranju, pa vzdrževanju te pravljice, recimo, ko zavestno sodeluje zgodovina? Slovensko zgodovinopisje je tukaj kar... Ti si mi prej povedal pač en primer, zdaj ne vem, če ga hočeš, rekel si, da si pač informacijo o knjigi si pošiljal različnim tvojim znancem, kolegom, zgodovinarjem. In eden od njih ti je govoril, da on prezira to tematiko. Ti pišeš pa, ti objavljaš pa dokumente. Skratka, zgodovinar, ki prezira dokumente. Kako je to mogoče? Gre pravzaprav za stečajnega upravitelja partije, za kateremu smo lahko hvaležni, da je ta arhiv izročil Arhivu Republike Slovenije. Slovenska javnost se le mora zavedati, če je 90% arhiva politične policije uničenega, je partijski arhiv nedotaknen in tukaj noter je vse od politične policije pa še kaj zraven, ampak ta človek je rekel, da so to vsebine, ki jih on prezira. Se pravi, prezira partijski vsak dan, antropologijo partijskega članstva, noče slišati podatkov, ki so za partijsko zgodovino ključni. Jaz tukaj le... Mislim, kaj to pomeni, da zgodovina noče slišati podatkov? Ja, poglejte, mi imamo zelo enostaven biljančni obračun. V
partiji je potem izračunal, to so partijske statistike, od 46 do 90, 240 tisoč ljudi v komunistični partiji oziroma Zvezi komunistov v Sloveniji. 240 tisoč je neverjetna masa. Ampak stvar postane zanimiva, ko ugotovimo... Čakaj, ti govoriš o neki številki v nekem trenutku, ali kako? To je vseh skupaj. Vse skupaj, Najvišja številka je bila 126 tisoč in nekaj v letih 83-84. Številka pa postane grozna, ko ugotovimo, da je čisto natančno 51.536 tisoč ljudi bilo izključenih. To pomeni, da je v partiji se razvijal neverjeten kriminal. Vsak peti je grešil. Je naredil nekaj, da ga bi treba izključiti. Jaz ne poznam ljudi. To je kar velika, mislim, kar veliko. Grozno, ampak če hujše je pa to, da so potem več kot 41 tisoč ljudi najdel, oziroma so očitno v strahu pred to represijo ali pa v obupu nad nefunkcioniranjem je izstopilo. Predstavljajte si, da ti pobegne še skoraj spet ena petina skoraj in potem več kot 36 tisoč so jih pa črtali. To pa pomeni spet obupa, spet 36 tisoč ljudi še obupa, se pravi, ne plačujejo članine, ne hodijo na sestanke, skratka, jo podurhajo, nekako jo odsvrejo iz partije. To se pravi, od 240 tisoč, 130 tisoč mrtvoudov. Se pravi, skoraj več kot polovica, ne? Ja. Krepka polovica in potem sem pa dal par primerov, kjer... Zdaj so že pri tvoji knjigi vsebine, ne? Ja, sej jaz mislim, da tudi prihajamo, ampak to je ta statistični okvir, ki se ga izogibamo malo, ne? Ta ne more biti najbolj pomembno dejstvo v zgodovini organizacije njena razpad. In kriminalist Pavel Jamnik je pisal spremno besedo, je napisal pojem avtopsija. Čeprav ta knjiga je pravzaprav partijsko truplo v secirnici, ki mu poskušamo odkriti skozi njegovo življenje, od česa je tega nesrečnega odrešenika zemlje in sveta pobralo. In se pravi, tako kot sem rekel, tukaj je, v tej generalni statistiki se pa začnejo zgodbe. In Milovan Džilas je napisal po novem razredu še eno knjigo The Fall of the New Class, padec novega razreda, in je pač rekel, da v partiji je bilo najbolj nevarno misliti. In tukaj jaz, če lahko par primerov. Izvoli. Naprimer, en pretresljiv dogodek je, ko Alojz Krajger, slovenski pisatelj, taboriščnik v Dachavu, prebere v tedanjem časopisju leta 1948, da potekajo dahavski procesi. On je bil v Dachavu in to ni vedel. Njega to pretrese, ker je dahavski proces organiziral njegov sin, notranji minister Boris Krajger. Kako da ni vedel? In potem še prebere, da neki Ličan, se z gospodom lahko samo sočustvujemo, ker je bil v teh nesrečnih grozljivih dahavskih procesih obsojen na smrt in ubit, umorjen, da govori laži. Se pravi, verjetno so preiskovalci hoteli tako pričevanje. In nesrečni Alojz Krajger napiše, ko ugotovi, da sin ga noče poslušati, piše Lidiji Šentjurc, piše na centralni komitej, na sodišče, ampak ne pomaga, ga stisnejo in potem obupano pove, da ima Boris sin 100% narobe. Ampak njemu to nič ne pomaga. Ga ne izključijo, ker je pač le en sin narodnih herojev, en sin notranji minister. Potem pridemo do Jaše Zlobca. To je človek, ki je v teh študentskih nemirih zelo sproščeno govoril o partiji, tudi naprimer, da partija ni nič vredna, da noben ni aktiven, da jo bo itak hudič vzel in ga izključijo. Spomenka Hribar, to je najbolj spektakularnih procesov izključevanja, ki ga Spomenka seveda svojo vehemenco z objavami v Novi reviji in tako naprej, ampak ona je v enem ključnem spisu Avantgardno sovraštvo in sprava v 57. številki Nove revije partiji napovedala konc. Da je to samo blokada in da to nikamor ne gre. Jo izključijo. Najbolj zanimiv primer seveda je Janez Janša, ki mu vsi podtikajo,
ne vem kakšen fanatizem, naj bi že kot otrok skoraj v partijo. On je pač srednješolec vstopil v partijo in začne takoj zdraho delati. In na tej odseku za ljudsko obrambo republiškem niso vedeli, kaj bi z njemu, ga poskušajo podtakniti pod mestni komitej. Ampak on je v intervjuju, ki je objavljen na začetku junija, on je aretiran konec maja, 88 je napovedal partiji konc. In pravzaprav so vsi tile, ki so upali misliti, so bili že tisti, ki so potem tudi partiji pomagali na oni svet. No, Janši učitajo te pohod na Avno, je pa to, ne? Ja, jaz moram reči, da jaz sem bil takrat z Janšo sva delila te slavne dolžnosti. On je bil v predsedstvu takratne Zveze socialistične mladine odgovoren za ljudsko obrambo, jaz za revolucionarna izročila in sva tista Avno skupaj požagala, a ne? In to so nama tudi še potem zdaj naprej metali, ampak Janez bolj vehementno. Ampak ne gre za to. Janez Janša je bil skozi na obtožnem predlogu zaradi zavzemanja za slovenski jezik v JNA, zaradi končno cele vrste spisov, ki jih je tedaj, ki smo takrat poznali en tak velik kompleks teh škandalov, ki so jim rekli napadi na JLA. In na vse zadnje je pa Janez Janša le potem bil tudi vojskovodja zmagovite slovenske vojske kot notranji minister. To so vse zadeve, ki naj spet vračajo, zakaj je treba to osamosvojitev. Ampak je pa še en zanimiv fenomen. Zdaj, mislim, da sem tega, Pedro smo šla zdaj tukaj v studiu omenil, ne. Veliko ljudi, ne, pač iz tistega časa, ki so bili takrat recimo neke vrste disidenti, ne, recimo v partiji, ne, so pa zdaj, bom rekel, se obrnili tako, da so pa zdaj v bistvu zelo radikalni zagovorniki bivšega režima, ne. No, jaz bi rekel, da tukaj moramo upoštevati ta civilno-religijski element, ne, se pravi, socializem oziroma komunizem je pripadal povsod, kjer se je pojavil. Vera v te osnovne ideale, v solidarnost, enakost, gor in dol, je pa ostala. Tako da jaz se bojim, da ti ljudje spet mešajo vero z dejanskim stanjem. V tej moji knjigi je pa seveda dejansko stanje naravnost grozljivo. 51 tisoč in nekaj izključitev je tu državljanska vojna znotraj partije. Se pravi, tisti osnovni princip, to so pa nam le razlagali, se pravi, meni in tebi, ker smo kasneje sicer v partijo prišla iz marca 77. Ja, pa to, mislim, tako nekaj, po mojem, 2-3 leta razlike. No, ampak smo se vseeno učili o permanentni revoluciji. Ampak to pomeni, da je ta osnovno načelo hujskanja, spopada, je partija uporabila tudi za svoje notranje življenje in se uničila, kar se je dal, je partija naredila, da bi sebe fentala. In ta tragedija je tukaj vidna, ker zdaj jaz začenjam z eno zgodbo, ko se 3 pripadniki partizanske politične policije napijajo, potem nekaj mahajo z eno puško, ustrelijo vaškega svojega sodelavca, potem poskušajo to prikriti in na koncu pride iz tega še nekaj smrti. Ampak v tej preiskavi je osnovno zadeva, da se niso partijske stvari držali, kakšna je ta partijska stvar. In to, kar je partijska stvar, je pa nekaj groznega. Jaz sem prepričan, da Miheljak prav gotovo ne more solidarizirati s tem, da je bilo toliko strahu v partiji, da je bilo toliko brutalnega mesarjenja, da ljudje množično iz nje bežijo, da je, recimo, če gremo tukaj, jaz nisem hotel nič biti škandalozen, ampak zločin je tukaj stopi ven kot temeljna vrlina. Skratka, greh zlasti narodnega sovraga, razrednega sovražnika in tako naprej, je vrlina ubit. Ti moraš zatejiti brata in sestro. Ja, ti tudi praviš, da bratomor ni kazniv, ne?
Ne, nikako ne. Sej, mi imamo take radikalne primere. Marin Dermastja, ki je bil največji morilc v ljubljanski provinci, kjer se skuha državljanska vojna, je dobil opomin, ki so mu ga pa čez nekaj mesecev črtala. Ne. Mitja Ribičič ni dobil opomina zaradi masakra oziroma pomora na Pohorju ali česa drugega, ampak ker ni enega drugega politkomisarja prijavil, da je menda neko punco posilil. Ne. Ampak Mitja Ribičič je na zaslišanju leta 1994 pred parlamentarno komisijo na vprašanje Ignaca Polajnarja, ali je vedel, da Ozna in td., da pobijajo Kočevske Roge in td., je rekel ne. To je kronska laž, ki še danes dobiva svojo potrditev, obramba te laži, ne? Je ne pokopati mrtvih, imeti ene več vredne, ene manj vredne, upirati se najbolj normalnim človeškim dejanjem, to kaže, kako je zločin konstitucija tega režima. Na drugi strani, seveda, je tisto, kar je sovraštvo. Eno temeljno vprašanje je bilo, kakšen je tvoj odnos do razrednega sovražnika. In ko vse skupaj seštevamo, te stotine izjav, sovražen, strogo sovražen, najbolj sovražen, sovražen sovražnika itd., vidiš, da je to bilo generalno pokrivalo za vzdušje, kakšen si mogel biti. Se pravi, razredni sovražnik je lahko ali v državljanski vojni, narodni izdajalec, če temu rečemo, je razredni sovražnik. Kdorkoli kaže na to fleksibilnost zločina in fleksibilnost pravice do sovraštva. Če nisi sovražil, nisi partijsko normalen. In naslednja zgodba... Malo se to zdaj tudi kaže to, ne? Že v parlamentarnih debatah se to kaže, ne? Ja, ne se pravi. Pa v odnosu do recimo politične konkurence in podobno. Ta vrnitev sovražnika, fašista, Janše in gor in dol, ta silna proizvodna, na kateri pa temelji že nekaj let slovenskega političnega življenja. Na produkciji sovraženega drugega. To kaže, da je princip še zmerom tukaj. Hkrati pa se govori o spoštljivem govoru, spoštljivi debati, spoštljivem nastopu in podobno. Ne? Ja. In zdaj, jaz moram reči, da nisem tukaj nič ne škandaliziram. Jaz pripovedujem tukaj zgodbe od, naprimer, če poskušamo razumeti, eno poglavje je revolucija zlorabljenih otrok. Skoraj vsak je v tej svoji partijskem življenjepisu pisal pravzaprav o travmi otroški. Se pravi, starša se nista razumela, je alkoholizem družinski, je pretepanje nečloveško, zanemarjanje, zapostavljanje, je pošiljanje v rejo, mrcvarjenje vajencev, tako naprej. Se pravi, tukaj se že kalilo to sovraštvo. Kot prav Rodoljub Čolakovič je koval oklep sovraštvo v zaporu. Potem je pa značilnost druga je nepismenost, partijska nepismenost. Biblija te generacije je bila vsezvezna zgodovina komunistične partije bolševikov, se pravi Stalina, in jo niso brali. 3 poglavja, nisem dobro bral, nisem razumel, pa to nekakšni, to so ljudje bili iz centralnega komiteja, komandanti brigad, junaki borbe in dela potem. Skratka, primitivizem ideološki, In naslednje, ta generacija, zlasti, ki je šla skozi vojno, je prišla ven ranjena. Upravičeno, strašne izgube, lastne rane, družine, skupnost. In so izražali v teh življenjepisih to svojo travmo. Zlasti najbolj nazorno je, pozabljam, sem živčen, pozabljam. To je klasičen izraz za pokrivanje. In niso bili zdravljeni. In če vzamemo k temu še vse travmirane, ki so jih sami naredili potem, partijsko nasilje, teror, pomeni, da ta dežela je v tej diktaturi živela brez zdravljenja in kot bolnikov, norcev, se je klatil po deželi. Se pravi ti jurišniki, ki so govorili, pa potem. In naslednje poglavje, ki bi bilo lahko pravzaprav najbogatejše skoraj v tej knjigi, je alkoholizem. Jaz sem napisal moraliteta in mortaliteta, ker na en stran so se delali, da je to grdo, da piješ, in na drugi strani so pa množično umirali tudi od alkohola. Če vzamemo kot tako
pravlično osebo tega pijančevanja, Stane Semič Đaki, prvi slovenski narodni heroj. In naprimer ga srečamo v izjavi drugega slovenskega narodnega heroja Enga Vidmara, ki pravi, ja, res jaz sem popil, res je, ampak jaz nisem tako razgrajal, kakor je nadrejeni moj Stane Semič. In potem je poročilo z Bleda, kjer se pogosto Stane Semič s prijatelji, s tovariši se nahajajo v hotelu Toplice, razgrajajo, tolčejo po bobnih, nadlegujejo in tudi dobijo, ko enega kmeta užalijo iz Ribnega, dobijo kakšno klofuto. Ampak vseeno gre za tragiko, travme, alkoholizma. To so te zadeve in skratka, ko se vrtimo... Danes bi temu rekli vietnamski sindrom, ali kako, ne? Prav gotovo ni bilo zdravljeno. In tukaj je, zdaj se jasno ve, da je ena taka zareza v osebno in družinsko stanje ali zavest ali kakorkoli povzroča medgeneracijske težave. Zato smo verjetno precej nasijo ali pa smo malo čukneni še danes. Ampak tukaj se pa zgodba seveda ne zaključi, ker pa če gremo, recimo to spolno tržišče, opisujem naprimer v poglavju Partije med rjuhami. Jaz bi ta mit o, bi rekel, asketskem partizanstvu razpade seveda v temeljih. Bilo je, kar je bilo askeza, je bilo to, da pač je bilo zelo malo partizank, ampak v drugi vojni je rojenih kar normalno število otrok. Se pravi, so bili samci nekje v prometu, v prvi vojni od leta 16 do 20 ni. Ni pol manj otrok. Ampak drugo je, tako bi rekel, no, te partizanke, ki so prišle, so bile lovljene in na lovu. In je pač čudovita izjave, kako tudi na lovu? Seveda, sem lovila tega, ki je bil poj narodni heroj, otrok, pa me ni hotel več poznati, poj sem pa enega tovariša poštenega dobila, ki se va zdaj poročila. Ampak to je narodna heroina, to ni kar tako. Ta narodna heroina je dobršen del življenjepisa posvetila lovu in ribolovu, kot se temu reče. Tako da tukaj skratka, povojne razmere so pa seveda bile spet malo specifične, zlasti, ker jih je zmeraj zaznamovala ta partijska notranja vojna, in ena najbolj sočnih je bila seveda vojna proti veri in cerkvi, ali pa jaz pravim partijska inkvizicija. In imamo primer gospe, se pravi huda izkušnja med vojno, mož pade, ona v partizanih, 2 otroka se rešujete nekje, potem po vojni spozna enega tovariša in rodi hčerko in ji v revolucionarnem optimizmu da ime Leninka. Ampak ta optimizem pa ni bil deljen z njeno mamo, ki je to Leninko odnesla k krstu. In se potem spet sproži partijska inkvizicija. Skratka, prav ta verska vojna, to je bila ena največjih norosti tistega časa. Mi si sploh ne znamo predstavljati, kaj je to pomenilo, zlasti ko leta 52 partija v statutu prepove kakršenkoli stik z onostranstvom verskim, z verovanjem. In tukaj, to so vse zgodbe, ki so preprosto take, tako kot so jih napisali. Tako da ta je... In to je del izgradnje nove države, ali kako, ne? Ja, seveda. Te usode, ne? Ja, te značajske lastnosti, ne? Ja. Te situacije. Ja, poglejte, jaz moram reči, da jaz zmeram tukaj Metod Dolinšek, to ne je bil en večjih junakov, se pravi, aretiran kot partijski funkcionar v Begunjah, ne izda niti imena, taborišče, nazaj, se pravi, v rangu ministra, sicer se potem nekaj spre v partiji, pride za tekoč trak skoraj, ampak njega izključijo, ker je dal mamo cerkven pokopati. In na partiji se poje, mama ni mene izdala, jaz ne bom. Ampak človek je bil izključen zaradi tega. In tega nesmrtnega norenja, ki pa kaže vseeno en velik optimizem, da bodo ukrotili nekaj, kar že človeštvo od začetka živi, da jo zmogli
ukrotiti. In te znake, posledice tega optimizma ali pa teh utopičnih naporov, napade, vidimo še zdaj, ko se tudi pri partizanskih grobovih lahko sprašujemo, zakaj povsod samo zvezda, če so bili to verni ljudje, drugo pa zakaj so z zakonom 2003 črtali družinske grobove iz državnih registrov. Ti so pa skoraj vsi katoliški. In po drugi strani imamo pa spet ta paradoks, na zasebnem grobu zvezde skoraj ni. To je bilo samo za javno rabo. In za večino partizanov, ko so šli v penzijo, so tudi partijo odpustili. Se pravi, to je bilo nekaj, kar je teroriziralo svet, ni bilo pa za zasebno rabo. Komaj kakšen družinski grob, tudi partizanski, je pod rdečo zvezdo in nenazadnje je tudi Janez Stanovnik pod križcem na Žalah. Pa še dve stvari omenjaš kot značilnost takratne partije. Ena je to, da so se med seboj pobijali, in druga stvar je ta laž, da so ves čas nekaj lagali. Ja, pobijanje to ni tako malenkostno, gre za tiste frakcijske boje, kjer so se že v 30 letih se v teh spopadih za oblast se pobija. Tudi kakšen Slovenc zgine v teh čistkah, iz katerih pride Stalinovih, iz katerih Tito prije kot zmagovalec. Med vojno, jaz večkrat omenjam, se pravi, Alojz Pečnik in Jože Gregorčič, na oba so Nemci razpisali 20.000 Reichsmark nagrade. Ampak Jože Gregorčič da ubiti Alojza Pečnika, ker je nergov, ker je kritiziral poveljujoče. To je bilo dovolj za smrtno kazen, kako? Ja, tako piše, da je bil siten. Sicer jaz moram reči, ko jaz sem pač le doživel to generacijo, ki mi je pripovedovala razne variante in po eni naj bi tudi Pečnikova žena malo pripomogla k temu. Ampak to ne moramo reči. Ampak Jože Gregorčič je potem seveda tudi pade v enem spopadu, ampak je narodni heroj. Alojz Pečnik ni napisan na partizanskem spomeniku v Domačem Ljubnem. Potem tukaj je zgodba seveda Mirka Koširja, vodilni. On je organizacijski sekretar Komunistične partije Dočubin, se pravi prvi sekretar Slovenske partije, odličen organizator, pismen, z bogato knjižnico in tudi organizator teh velikih stavk tekstilnih, ki so bile po vojni ideale, pač nekako so se strašne proslave tam delale na ta račun. In ko pride nova zgodovina, novi časi, ni več organizator stavk, niti ga brišajo iz Čebin, kjer je bil prisoten na ustanovnem sestanku partije. Po vojni udrinjen in ubit na Golem otoku. Sin Igor je odlično biografijo napisal in ena od zaznamk njegovih je, ko mu zaplenijo knjižnico, da jim ne bo kaj dosti pomagala, ker čisto nič ne razumejo, zlasti ne kar dela. Ampak potem je pa šlo seveda za pobijanje drugih tipov, jaz bi temu rekel socialna smrt, Tukaj imamo Angelovode kot tak primer in pa končno do Staneta Kavčiča. In pa če vidimo, ko Milan Kučan odstrani te trdorokce, če in tako rečem, so se vsi sprijaznili s socialno smrtjo. Če vidimo, potem se pa pojavijo kakšni novi preobleki, naprimer Andrej Marinc, ki ga Kučan tudi sname, se zdaj v tem Novoreku pojavi kot slovenski politik. Nič ni partijskih obračunov, nič ni Marinc Trdorokac, ki je končno tudi Kavčiča pomagal sesuti in tako naprej. Tako da zmeda je, ampak obračuni so bili do zadnjega dne obstoja. Jože, kako pa je to uspelo temu vrhu političnemu držati recimo te povojne poboje tako v tajnosti? Recimo, zdaj, če jaz pogledam, da sem jaz to ne zvedel, ampak da sem jaz prvi izvedel, slišal te govorice, to je bilo zelo pozno, praktično tik pred samosvojitvijo, nekaj let prej. Ja, tabu je bil, to je bila, jaz pravim, najbolj varovana državna skrivnost titoizma z vsemi sredstvi,
in razpada, ampak zdaj, ko ugotavljamo obseg tako medvojnega kot povojnega pobijanja, je tukaj v Jugoslaviji, to bo čez 200,000 Jugoslovanov, približno 70,000 ujetnikov v nemško vojsko, in to je obdobje, ko Tito prekosi Stalina. To je nekaj neprimerljivega, ne? In to popolnoma razdre vsako mitologijo o tistem partizanstvu, ki naj bi imelo te vzvišene cilje po narodni osvoboditvi ali pa odrešenju človeštva in tako naprej. Ampak to je bilo neizmerno drago. Koliko ljudi je moglo tih biti? Se pravi, da tisti, ki so vedeli, prav fascinantno, kako se to ni razvedelo. Ja, ampak dejstvo je, da moramo zelo tako banalno gledati. Če se pojavi v gozdu kmečkem en kup zemlje, bo kmet to opazil. Ne? Če se na Pohorju pojavi 25 takih kupčkov, se to ve, ne? In potem se vidi, da je en preprost fant, ki je Martinu Kostrevcu to pokazal, je vedel skoraj za vse. In ko smo tam kopali, so bili posmrtni ostanki tam. Ne? Ampak ta rekonstrukcija tega se je po letu 90 začela z nekaj lokacijami. Mitja Ferenc je do leta 2005 prišel na 500. Danes se ukvarjamo z okrog 800. Recimo domnevnimi, ampak se ukvarjamo. To pomeni, da je pojem živeti v laži, kot ga je Havel razvil potem. Ne? Se pravi, zaradi mnogih razlogov so bili ljudje tiho. Ne? In zaradi mnogih razlogov se je pa tudi vedel približno za žrtve, saj v teh ožjih krogih in končen, ko se začne popis delati Slovenska zaveza nova, 14,000 imen nabere žrtev. Ne? Ko smo začeli delati mobilizirance v nemško vojsko, se tudi ugotavljamo, da Gorencev ni bilo 5,000, ampak imamo že 11,000 imen v mobiliziranih, a ne da ni nekaj 100 padlih, ampak skratka, oklep prisilnega Jopiča, to je prisilni Jopič bil, ki je bil vzdrževan z neizmerno energijo, se pravi ob vseh svetih policijske patrulje, taborijo v Kočevskem rogu, nadzurajo to, ko se pojavijo Italijani na meji, jih spremlja politična policija, kdorkoli od Nemcev pride v Slovenijo. To je bilo neizmerno drago. Mislim, pa tudi kakšnih žvižgačev ni bilo, ne? Oziroma, tudi še zdaj na nek način, če vzamemo nekaj teh pričevalcev pri Možini, kaj posebnih velikih žvižgačev ni, ne, iz tistega časa. Nekako bi lahko rekli tako, da če je bil človek žrtev svojih, ne, je potem tudi kaj povedal. Najbolj izrazit primer je Zdenko Zavadlav, so ga skoraj ubili, mu zakon razdrli, ki je z vso odkritostjo potem pripovedoval. Drugi je bil Erno Svetina, ki je pač pobegnil ob Informbiroju ven. Jaz ne bom, moram reči, ko zame je bil en tak pretresljiv prizor leta 86, sem bil pač kot mladi nadebudni partijski zgodovinar zadolžen za to zgodovino političnih organizacij partizanskih na Gorenjskem in na enem sestanku, mislim, da je bil oktober 86, smo se po silnem viku in kriku in dretju nekako je bilo sprejeto, da se dela tudi partizansko pobijanje domačinov. Seveda, to je pač, jaz sem bil takrat le nečak narodnega heroja in politični funkcionar. In to je pač, pa tudi Ivan Križnar, ki je bil potem šef zgodovinske komisije, jaz pač musem Ferman mandata. In potem sem prišel k Ivanu Vovku Živanu, ki je bil pa vodja tega pobijanja za jeseniško okrožje in so vse skozi šla. Sprav, ne moreš pozabiti. In tudi v tej knjigi se natančno vidi, da se ne pozabi. Ta Semenič, ki je lastnoročno pobil Breclovo družino, je to napisal, povedal. In tudi dejansko te radikalne poteze, kot je ubijanje brata, kot je primer Dolničar generala, primer kako je 3 sester, ki 2 tretjo zatajita, čeprav sta vedela, da je bila ubita po vojni kot
domnevna izdajalka. Tukaj se kaže samo, kakšno grozo so ti tabuji ali pa ta prisila za življenje v laži povzročila. In to zmešanost imamo še zdaj. Moram reči, da zdaj se meni ta knjiga deluje. Ljudje me sprašujejo, želijo videti. In en prijatelj, ki pa človek dela doktorat, ko sem mu povedal za starega očeta, da ni bil kaj poseben, on ima pa v sanjah strašnega junaka, ki je bil recimo na Jaworovci, na tem partizanskem porazu strašnem. Jaz sem rekel, ne more biti na Jaworovci, to je marc 1943, tvoj staroče je pa prišel v partizane šele septembra 1944. Ja, rekel, Maron, se res, Skratka, cel kup mitologij, ki so grajene prav iz te obrambe, se naš pa ni bil tam, se naš pa je bil tam, pa ni, pa je, pa ni, pa je. Tukaj imamo priložnost v tem arhivu srečati približno tako, kot je bilo. S tem, da nam reče, tudi tukaj so imenitne laži že lahko noter. Jaz sem nekaj takih, ki so jih že končno partije sama odkrila, ampak to ni bil svet, v katerem bi odkrita beseda, svobodna beseda, kritična beseda, karkoli pomenila, in bojim se, da smo zdaj s to preoblačenjem, z tem prišli nekam tako, ker bi bili vsi radi pravlični partizani, noben pa komunist. Jože, po tvojem mnenju, zakaj recimo nihče ni bil procesuiran zaradi povojnih pobojev? Zato, ker je bil to temeljni cilj, se to je Justin Stanovnik enkrat rekel Janezu Stanovniku, da uspeli ste. Ampak jaz bi rekel, dolgoročno gledano, bodo pa te laži, vse te lažnivce sledile, in na koncu bo sodba zgodovine se pisala. Dobro, to se vedno napiše, Ne vidiš, ampak pač uspeli so obdržati svoje privilegije, uspeli so obdržati ta rentni sistem, ki so ga vzpostavili. Se pravi, sva pa že na začetku sem izrazil dvom, da bo ta mitološki sistem, da bo dolgoročno zdržal. Pač ne bo. Še eno, to me zanima, mislim, da sem vas o tem tudi prej že pogovarjala, recimo po tvoji presoji kot zgodovinarja, recimo, koliko teh tako enih domobrancov je šlo recimo med domobrance zato, ker bi nekako navijali za Nemce, za okupatorje. In koliko jih je šlo zaradi tega, ker bi se pač zaradi nekih okoliščin spopadali s komunisti oziroma s partizani? Jaz mislim, da je treba razumeti zlasti to podeželje Ljubljanske pokrajine, da je le sprožilec dogajanja komunistično nasilje. Potem je pa, jaz bi rekel, tako, ko sem bil v Španiji, v tem Frankovskem centru za register državljanske vojne, ki so ene vrste udba od Frankova. Tam je bilo zadosti, da si bral napačen časopis, v katero gostilno si hodil in podobno se je potem so življenjske odločitve silile fante tudi pri nas, da bi bil kdo profiliran ali fašistično ali nacistično, razen neke izjem, ki jim ta antisemitizem in to očitamo jih ni bilo. Ampak na drugi strani je pa Viktor Blažič napisal, da pravzaprav še na robu kraških brezen niso vedeli, s kom imajo opravka. Ampak jaz bi rekel, da samo... Kaj to pomeni konkretno? Da pač niso vedeli, da imajo s komunisti opravka. Da niso se dojeli, kakšen spopad je. Ampak jaz bi tako rekel, ko pregledujemo medvojne spopade, so spopadi državljanske vojne niso kaj posebenega. To je par tisoč mrtvih. Ampak po vojni je pa vseeno pobitih 10-krat več teh protikomunističnih enot, vojnih ujetnikov, kot pade v spopadih med vojno. To je bil en silen, to, kar smo že prej, element sovražnika, narodnega izdajalca, ki ga še zdaj poskušajo eni obupno. Da se domobranca je treba ubiti, domobranca ni treba pokopati, domobranc je pač ni človek. Dehumanizacija nasprotnega, in to so strašne ovire za normalen spomin ali pa za normalno
sprejemanje zgodovine. Ampak vsem mislim, da sem te to prej vprašal, pa mislim, da nisi odgovoril. Zakaj so zgodovinarji na to pristali? Kot stroka? Kaj, zaradi nekih političnih pritiskov, ali strahu, ali eksistence, privilegijev? Jaz bi tako rekel, jaz imam par teh mladostnih spisov, ki sem uporabil cel kup neprimernih izrazov. Zeitgeist, tako je bilo, tak je bil, se so bili zato v službah, zato v šolah, eni so celo zato toliko verjela, ne, ampak kaj verjeli so v neko politično idejo in zaradi tega so pač... Ne, ubogali so, ne, si prav, pač ti imaš inštitutove programe, ki so pisani tako, da se ni dal drugače raziskovati. Inštitut za novejšo zgodovino. Tu, če bi hotel, nisi mogel. Ja, so bile težave. Kljub vsemu teh par, ki so, tudi Tone Ferenc, ki je malo poskušal misliti, je bil že za kazensko arhiv premeščen. Tok, da je že povedal, koliko je ura, je pa žal, da je tok prerano umrl, ker je začel normalno pisati. In ta mehanizem tega, ampak zdaj imamo pa drug položaj. Že par let se dogaja, da se vidi, da ljudje o partizanih nič ne vedo. Ja, ampak hoče da padejo partizani ven. Zdaj si ti eden redkih zgodovinarjev, ki te stvari govori oziroma piše, razlaga. Tu če zdaj ni veliko, ne drugih. Jaz moram reči, le prav ironično, da kar smo z Janezom Lušino, polkovnikom in Natašo Budno delali 92, Gorenjski odred, to je Božo Repe takrat označil za vojaško monografijo prihodnosti in je to še zmeraj najboljša partizanska knjiga, jo zagovarjam. Ni produkcije socializma, vojne in tega se kolegi izogibajo in žal moram reči, eni tudi osamosvojitve, zato da bi mir imela. Ampak tukaj smo recimo drugačni kot v ostalih državah bivše Jugoslavije, če pustimo na strani recimo Bosno in Hercegovino, Srbi snemajo nadaljevanke, Hrvati objavljajo knjige, biografije, nadaljevanke, filme in podobno, pa nas je pa čisto sama okoli tega. Veliko bolj dolgočasni smo, ampak kar se pa tiče tega, kljub vsemu, teh temeljnih dejstev je velik projekt, ta popis vseh žrtev Inštituta za novejšo zgodovino je velik podvig, končno tudi delo tele komisije naše za grobišča in se v Sloveniji se stvari bolj delajo, dol je pa več spektakla. Moram reči, nam pa ne bi nič manjkalo malo spektakla. Se pa, mislim, recimo, vlada je korektna do vladne vaše komisije. Razen tega ideološkega problema pogreba. Drugače pa moram reči, da je zdaj ta sektor za vojne grobove in grobišča je prva ustanova v zgodovini Slovencev, ki se ukvarja z vsemi vojnimi grobišči. Mislim, denar imate. Ja, in poteka en zelo velik projekt, da bi korekten register dobili in tako naprej. Ampak zaradi preprostega sklepa komisije, da naj bo pogreb nepokopanih žrtev v Ljubljani, pa vlada že drugo leto ne obravnava programa. Sej to je zanimivo. Recimo, prej si se omenil, da to stvar ne bi štopala Janković in Kučan, kako? Zakaj se recimo teh ne pokoplje v Ljubljani? Jaz mislim, da je, se pravi, Janković je precej prostodušen, sicer tudi laže, ko pa steče, a nekaj prav, da v Ljubljani ni domoranskih spomenikov. Dokler bo on živ, prav, da jih ne bo, kako dokler bo on župan in podobno. A se so spomeniki? Se so farne plošče. Na Žalah je največje v Sloveniji. Kaj potem govori? Koncentracijsko taborišče v Šentvidu je največje koncentracijsko taborišče za Slovence vseh treh totalitarnih režimih. Lager v Šentvidu, v Škofovih zavodih, je spomenik sam po sebi. Pa kaj potem govori Janković? Potem je pokopališče na Orlovem vrhu še obstaja. Grobišče, se pravi Brezarjevo brezno in grobišče v Kucji dolini, kamor so iz Brezarjevega brezna tistih 800 do 1000 umorjenih prekopali, sta celo v odloku ljubljanskem. Tudi Orlov vrh je v tej med zaščitnimi ukrepi je naveden gor raziskava pa grobanca. Tako da, ampak to je eno, drugo je pa ta slaboumna izjava obramba mesta heroja. Vsa glavna mesta so dobila naziv mesta heroja, Ljubljana ima pa res težavo, da je partizansko gibanje nikjer, pravzaprav tudi v Sloveniji, v teh urbanih okoljih, je ta polomija tih organizacij v Ljubljani v času
Gestapa, se pravi nacionalsocialistične tajne policije pa domobranske politične policije, jih razsujejo. In Ljubljana se odlikuje potem, da zadnjo partijsko sekretarjo Leopoldino Mekina umorijo tovariši, takoj, ko pridejo v Ljubljano. In jo poskušajo predstaviti kot žrtev domobrancev. Umorijo jo z namenom, da jo predstavijo kot žrtev domobrancev? Ja, ampak umorili so jo pa zaradi te velike ljubljanske, ker je preprosto Ljubljana doživela popoln razpad sistema partizanskega. Ampak drugo, kar Janković noče slišati, na Svetem Urhu se ne ve, kdo je pokopan. Na tem partizanskem pokopališču na Žalah striže za 80. Pa najprej dajmo to urediti, partizanske grobove. To nočejo slišati, to je klavrno. Kaj tudi za partizanske grobove nočejo slišati? Ma ne, da bodimo nazorni. V uradnem dokumentu Republike Slovenije piše, da je na Urhu pokopanih 124 ljudi, od tega 123 neznanih. To je neumnost. Na Urhu je po različnih ocenah je ubitih okrog 129, ali okrog 130, recimo 120, 130 umorijo domobranci ljudi, ampak zraven moramo pa dodati ta partizanski krog, se pravi okrog 40 ljudi umorijo, še preden se začne upor, okrog 100 pa po vojni. Se pravi, smo tukaj, tu je pač položaj državljanske vojne. Ampak kolega Vurnik, ki je mogel po partijskem nalogu postaviti razstavo na Urhu, je rekel, da je bilo tako kot v 70-ih letih, da so mu zvili roke na hrbet. Ampak to razstavo potem takoj dobi arhitekturno nagrado in gor in dol. Tukaj smo, to je tako kot Otto Lutar, karkoli napiše, mu njegovi podrejeni podelijo nagrado za knjigo. Ne bi se, ali je to taborišče, ali je to... Skratka, tako je stanje v tej Sloveniji. Jaz zdaj vidim Boštjan Turk, komentarski kolega iz oddaje V resnici zdaj veliko piše o tej mitologiji NOB-ja in te številke, ki jih on predstavlja, so res fascinantne. Koliko, recimo, Slovencev je moralo umreti za to, da je padlo, 2 ali 3 tisoč okupatorjev. Seveda, in te zgodbe, ki jih zdaj pač dokumentirano opisuje, kako so v bistvu tudi partizani, ali pa partizanska vodstva na veliko, ali pa komunistična vodstva na veliko sodelovala z okupatorjem, da so očitno nekje porušili neke mostove samo zato, da bo izgledalo, da neki delajo proti okupatorju, v resnici je pa šlo za neke fingirane igre. Ja, najhujše je bilo pravzaprav, ker so tudi zavezniki opazili proti koncu vojne, da se pravzaprav šparajo za prevzem oblasti. Šparajo za prevzem oblasti. Ja, tako je bilo. To kažejo dokumenti zaveznikov, kako? Tako so, videli so, pač sej, veste to, ker smo imeli zdaj to mitologijo. Kljub temu so Angleži pač izročili potem, ne? Ne, seveda, ampak to je pa posebno poglavje, ki izstopa, ki je škandala, se končno je Nikolaj Tolstoj zaradi tega obsojen na neizmerno kazen. Končno se še zdaj Keith Miles, kot bivši predsednik društva tega slovensko-britanskega prijateljstva, jaz sem enkrat predaval v Lordski zbornici prav na to temo, drugič o ljubosircu, ampak tudi povezano s tem, bila je ena spraven obred maša v Great Missindenu, tam je jasno, da so Angleži zamočili, Ni bilo v skladu ne z Jalto, ne z politiko, ki jo je mogel potem Aleksander speljevati kot vrhovni poveljnik. Tukaj je šlo za en izpad in se je le treba vedeti, da vrsta britanskih levičarjev je tudi delala pod Stalinovo taktirko. Mislim, veliko žrtev za nek lapsus, kot praviš, zamočiti, da so zamočili. Ampak jaz bi rekel tako, jaz moram reči, da moramo biti tukaj teh 4000 in nekaj kvadratnih kilometrov zemlje, kljub vsemu ena državnost omejena v Jugoslaviji. Tako je bilo. To moramo sprejeti in pa vseeno smo to vrgli čez ramo z osamosvojitvijo. Naj se tile pravljičarji
tudi če se pretrgajo, ne morejo spremeniti tega, da smo v pluralni demokraciji, da smo v eni pravni državi, v tržnem kapitalističnem gospodarstvu. Ni, to je neprimerljivo. Kako pa recimo gledaš to, da se nekateri mladi politiki, recimo iz SD-a, pa tudi delno z Levice, recimo pač zdaj grejo v Čebine, pa dobi potem Asta Večko naziv te čebinske princese, ampak to je recimo to klanjanje tem kipom, recimo Kidriču in podobno. Ja, jaz se bojim, da je to, sej pravim, to je... To že samo po sebi deluje, tako malo arhaično. Problem je ta, da nekaj dosti misli noter, zlasti nekritične misli, da se pa mladi ljudje malikujejo, nekaj tako brez vsake distance, pa kaže na eno pošastno pohabo znotraj teh strankarskih korpusov. Recimo to Lena Džaubi, poslan Svobode, ko izjavi, da so zanga angeli, se mi zdi, da so Titovi partizani. Mislim, to je bizarno v bistvu. Kljub vsemu, tudi ta mimohod Aste Vrečko na Čebinah, to je kljub vsemu čaščenje ustanove, ki je bila povsem upravičeno prepovedana takrat. In Lovro Šturm je dokazal, da tako ustanovo je prepovedati treba kadarkoli. Pa prej se ni hodil na Čebine, politiki niso hodili prej na Čebine. Ne moram reči, 87. ob zadnji obletnici je bil cel Viking krik. Razumem, ampak ne vem, kaj pade potem, recimo, da je Asti Večko na pamet, da gre na Čebine, Je nič, očitno nima pameti. Jaz mislim, da pri njej se že tako kaže ta insuficienca, kakršnekoli misli. Se tudi, če pogledamo njeno bibliografijo, to je nekaj tako revnega in skromnega, pa če pogledamo to družinsko izročilo z očetovim samomorom in tako naprej, pač ena boga punca. Hkrati pa grandiozne obleke, kapitalistične in podobno. Veste kaj, to so pa že nadkompenzacijski mehanizmi, to bi pa na kakšni terapiji lažje si pojasnila mogoče. Zdaj, da nam ne uide čas, ker beži, jaz z zanimanjem te poslušam, pa mi pa čas beži in beži. To bi te še vprašal, zdaj Romi, zdaj je ta debata, pač ta situacija, na bo histerija okoli te romske problematike po oboju zdaj v Novem mestu. Mislim, tako zanimivo pač se, recimo, tudi če bi človek to samo oddaleč opazoval. Po eni strani ta ista oblast, recimo, ne dovoli pokopa teh pobitih Romov po drugi svetovni vojni, oziroma pač med drugo svetovno vojno, in zdaj pa po drugi strani pa ti isti pa ne pustijo, da rečeš nobeno besedo čez Rome, da je vse šovinizem, rasizem in podobno. Mislim, v čem je ta zgodba? Gledajte, tako kot sva prej začela s tem pojmom kučanizma, Kučan je, Milan Kučan je zdaj rekel, da se sprašuje, kako smo tako zabredali. On sprašuje, pa Nataša Pes Musa govori, da smo zavozili skupaj. Jaz nisem več zavozil, pa ti jaz tudi ne. Bom nekaj prizorov povedal na tej poti. Se pravi, v pomladi in do julija 42 je pobitih vsaj 160 dolenjskih Romov. Zakaj? To je več kot pol populacije. To je, recimo, da naj bi... Partizani, kako? Ja, partizani naj bi domnevno uvajali Romom. Ampak mi imamo zdaj izkopanih 11 Romov na Mačkovcu, jaz bi 46, 47, v Iški, na Boncarjih 20, pa recimo tako približno, to je okrog 80, recimo 75, ampak pol je tega je otrok. Kaj bi otroci imeli pri izdajanju? Kaj bi imel en otrok še v materinem trebuhu 8 mesecev star pri izdaji? Kaj bi imeli 4 psi vrženi nad umorjene za izdajo? Kaj bi imela tista večina žensk, mater, ki so bile tam? Drugo je pa... To je neke vrste genocid bil. Ja, to je Porajmos, to je del Porajmosa in zdaj, če smo spet pri slovenski simbolni geografiji, ko se časti Porajmos, se ta partizanski Porajmos dosledno spušča. Zdaj, ko so ti Romi odkopani, jaz moram reči, da je Uroš Košir napisal izjemen članek, ko violina umolknejo, v angleščini je šel v European Journal of Archaeology, najbolj ugledni. Tukaj resnica je.
zakaj jih ne pokopati? Jaz moram reči, takrat smo bili še pod Počivalškom, smo 4-krat pisali na Žale in so bili najbolj slaboumni izgovori, ni prostora gor, ne to, pa so Ljubljančani ali niso. In slovenska država je za ta zločin dolžna poravnati vsaj spomin in groba. Pravica do groba in spomina. Cinično je pa to, da je takrat predsednik Pahor, ko je preverjal razpoloženje, je poklical romsko ustanovo, ki je sliši na Jožef Horvat Muca. Ja, in so mu rekli, da to ni pomembno, da ni treba se nič okrog Ljubljane ukvarjati. Ampak pa je zdaj na naslednji prizor. Naslednji prizor je bil... A to mu je Muc rekel, kako? Predvidevam, da on, tako smo zvedeli. No, potem je pa prišlo do zanimivega revolucionarnega poskusa preselitve Romov v Banat, na posestva izgnanih Nemcev. Tam je policijsko poročilo, da so tam... Romov, ki so bili v Sloveniji. Slovenskih, ja, da so tam vse razsuli in se vrnili nazaj. In potem se je pa začela ta socialistična pedagogika, se pravi prepoved potovanja, idila za zaposlitvijo, pošteni delavci in gor in dol. In to je pripeljalo seveda do tega, da ta novodobni optimizem, ki je zelo podoben tem Lemeščevim pa to, lunatikom, sedanjim, je nasedel leta 1952, takrat je en monster proces v Kranju, drugi monster proces je pa v Mariboru, se pravi 30 Romov sedi zaradi tatvin in gor in dol, ampak to je bil res stalinistično, zgleda jih tudi solidno mučijo, pripravljajo na proces in tako naprej. Mučijo zaporu, misliš? Ja, seveda. In potem je 3, se pravi... Mislim, govoriš o fizičnem mučenju. Seveda, maltretiranju, vse to so sami pripovedovali, potem oni so to, ko so zanikali to svojo krivdo. Ampak Ivan Horvat, Jože Barjanja in Andraž Barjanja, se pravi, to so 3 družinski očetje, imajo 13 otrok skupaj. So obsojeni na smrt z obešenjem, potem jih pa pomilostijo na ustrelitev. Ostalih 27 je dobil povprečno 8 let in pol zapora vsak. To je pa že poglavje za tele Horvate Muce. Ali so sposobni to socialistično nasilje ali pa pedagogiko upravičati. In potem zdaj pa, če kar preskočimo malo in pridemo do Opere Roma, Filip Robert Dorin, to je mislim, da je 83, prvi film, ki ga civili naredijo o Romih pri nas, tak resen. In seveda je bila reakcija ta, da so ugotovili, da bi ta Dorin pa lahko še kaj po svoje naredil in so šli po Horvata Muca v gostinsko šolo in ga naredili za delegata ustreznega romskega, kar je še danes. In potem se pa je posname drugi in tretji del filma, to je bilo zelo zanimivo, da bi televizija še enkrat predvajala. Ampak Bojanu tudi, ki je izjemno se trudil za... Jaz moram reči, tudi njegova stara mama je bila noseča, ko peljejo te kanižarske Rome umoriti na Mavrlen in jo je en partizan porinil, da je preživela in sva s Bojanom takrat iskala že te posmrtne ostanke, smo jih tudi še večkrat, ne najdali zaenkrat, ampak Bojani tudi, a potem čez nekaj let je ena velika rojstnodnevna zabava in on gre jih malo miriti in ga ustreli, 18 let star fant. Ta 18 let star fant je oče 3-letnega otroka. To je sicer bilo zabeleženo kot ena eksotična epizoda, ampak je po svoje uničila vse iluzije ali pa želje, verjetno Bojana tudi je, in pa kaže na to, kam približen, ki je domet te naše pedagogike, to, kar Milan Kučan. Jaz tudi s tako pedagogiko ne bi nič mu, ker moram reči, ko si omenil, sem se malo pogovarjal zlasti z Miranom Komacom, ki stvari pozna. V Sloveniji imamo 85 romskih naselij. Od tega eni so, eni niso. Po oceni zato, ker niso manjšina, oni so priznani kot romska skupnost. Nemci, Italijani in Mađari pa kot narodna manjšina. Mi imamo seveda še problem z Nemci, pa z Judi verjetno, pa z Srbi, ampak zakaj Romi ne morejo biti
narodna manjšina. In imeti eno reguliran status, da bi se približno po enakih pogojih delali. Drugo je pa kot kaj, kot Italijani oziroma Mađari? Ja, da so zapisani v statutih približno enako in da se pa te stvari urejajo. Drugo je pa gospod Kokotec, ki je delal več z Romi, zdaj dela ta diakon Vidic, ki je se tudi nastopil zdaj ob tem umoru, je meni že pred leti razlagal in tudi z drugimi duhovniki, ki se pogovarjaš, seveda, Romi so katoliška populacija ali pa krščanska, ker so nekaj pravoslavnega, ampak oni imajo izjemne obrede ob rojstvu in smrti in hodijo k Mariji pomagaj na brezje, Marijica. Zakaj v Sloveniji tako kot drugod, kot primere mi omenjajo Portugalsko in Madžarsko, pastorala oziroma cerkev ni pripuščena kot enakopraven sogovornik pri urejanju teh vprašanj. Tako kot so župani opozarjali, je tudi cerkev opozarjala. Meni je že ravno gospod Kokotec, se pravi, pred leti, ko smo iskali, je rekel, pač nov romski biznis je mamila, orožje pa belo blago oziroma trgovina z ljudmi. Zakaj so tile naši lunatiki ali pa zagovorniki te pedagogike rdeče, ali pa pač take, zakaj to ni bilo možno? In dokler ne bomo par stvari resno spremenili, to ne bo drugače. Ampak zdaj, če grem pa malo nazaj na tisti veliki proces leta 1952, takrat so obsodili tudi nekaj kmetov, ki so od Romov kupovali blago in med drugimi zaznamki tistega procesa je to, da je obstajala taka kar razvita prostitucija, se pravi, ko je cigančica prišla do kmeta, jo je še prisilil v spolni odnos in tako naprej. In to so pa kategorije, ki so še, ne vem, strašansko aktualne danes. Kaj mi civili ali pa tabeli služimo na račun Romov, kakšne so, ali je možno, da še zmeraj poteka kakšna tiha ali pa nema prostitucija, taka in drugačna. To so pa vprašanja, ki si jih v tem vzdušju bi bilo dobro zastaviti, da bi mogoče tudi mi se malo manj pametne delali. Ampak, če pa še eno anekdoto povem, tako je pa, ko je že omenjeni Pavel Jamnik bil v tem mednarodnem projektu o detektorjih laži, so ugotovili, da mogoče pri enih Romih to ne prime. In vsi se moramo navaditi, da če imaš ti populacijo, ki je ves čas vzgojena do tega tujega sveta slovenskega, recimo, živi v večni laži, pa dajmo se stvar obrniti tako, pa dajmo še mi pogledati, v kakšnih lažeh živimo o Romih. To zrcaljenje bi bilo kar koristno, ampak tako sem rekel, status, tudi cerkev zraven pripustiti in predvsem pa nekaj več človeškega posluha. Zdaj za konec, koliko Romov pa je bilo kaj v partiji? So bili ali ne? Jaz se bojim, partije, zdaj, če vzamejo spet to grozno bilanco, prvi izginejo iz partije kmetije, potem izginejo iz partije delavci, če so malo cinični. Kdaj pa izginejo delavci? V 70-ih letih, okrog leta 70, je slovenski proletariat, kar je zelo žalosten. Do osnovne šole je bilo 90% slovenskega proletariata in ni imel več kot osnovno šolo. Od tega jih je v partiji 3%. 10% ostalih od srednje šole navzgor je bilo pa 20% partijskega članstva, se pravi teh kruhoborcev za proletariat. In če zdaj vzameva še to, če je kmete pognala ven kolektivizacija, pa nasplošen pogrom, se bojim, da tudi pri Romih bi težko najdel prav veliko kandidatov. Čeprav je pa res tudi to, da prvo obtoženi na tem mariborskem procesu, ki sem ga omenjal, je bil en človek, ki je bil ljudski odbornik, pa potem zvest sodelavec politične policije in ga niso obsodili na smrt. Je dobil, če so malo cinična, samo 20 let. Ampak kakšni so bili manevri oblasti, da so prišli do duhov, da so prišli do tega? To bi bilo pa malo treba, naprimer, Komac v tem spisu, v tem procesu omenja,
da je nekdo dal tok in tok blaga za to, da so ga v cigansko godbo sprejeli. Ta ciganska godba je pa igrala v Demotičniku. Se pravi, jaz mislim, da dajmo se malo sprijazniti s tem, da se je tukaj množično laže, da bomo poskušali biti malo odkriti. Dobro, Jože, zdaj čas je skoraj da zdaj že čist prignal do konca, tako da moramo počasi zaključiti. Zdaj prej si rekel, da pač sodbi zgodovine ne bo možno pobegniti, ne? Če imaš zdaj še kakšno, jaz si želim odlično prodajo knjige naprej, upam, da jo bo veliko ljudi prebrali. Če imaš še kakšno zaključno misel, izvoli. No, jaz mislim, da je prav današnji dan je jutri bo obravnava te novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, kjer koalicija poskuša vsiliti Teharje kot pogrebno mesto. Vi pa Ljubljano, ne? Mi pa Ljubljano, ampak naj le povem, pejte na Teharje, tam je pol območja, kjer naj bi spominski park stal, tam Cinkarna Celje intenzivno sanira to svoje odlagališče, kjer se zna zgoditi, da drugače, če ne bodo pametno delali, da se bo cel nasip podrl dol po Bukovžlaku in tako naprej. In bi bilo dosti pametnejš, da bi se zavedali, da dokler bo titanov dioksid tržna roba, bo Cinkarna delala in dokler bo delala, bo črpala odpadke na Teharje. Pokopališče v odpadkih pa ne gre. Skratka, Ljubljana. Ja, jaz mislim, da je prestolnica dolžna dobro in slabo te nacije prevzeti. Dobro, Jože, najlepša hvala, da si danes prišel v studio. Upam, da se kmalu, si še mlad upokojenec, aktiv pa tako, ne. Prišla bo spet kakšna nova obletnica, pa se bo... Veselilo me je, hvala za povabilo. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, to je bila današnja Ura resnice. Vidimo se znova v petek, ko bo z nami, ko bo oddajo vodil Aljuš Petinač. Komentirali bomo pa seveda znova aktualne politične razmere, do takrat pa ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar.